Nadzorniki Pivovarne Laško in Nove Ljubljanske banke se odločajo o prodaji deležev v Mercatorju, sočasno pa se krepijo nasprotovanja proti temu. Uprava ponavlja, da je treba najprej zaščititi interese družbe. Konzorciju prodajalcev je predlagala 5 mogočih pristopov v zvezi z zaščito Mercatorja, vendar za prodajalce nobeden od teh ni sprejemljiv. Upravi so priporočili, naj zagotovi potrebno gradivo za skrbni pregled, ki ga zahtevajo Agrokor in partnerji. Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Konfederacija sindikatov 90 pa sta pred poslopjem vlade v Ljubljani pripravila protestni shod proti prodaji večinskega deleža Mercatorja hrvaškemu Agrokorju. Protestniki so opozorili na morebitno ogroženost delovnih mest in državo pozivajo, naj prevzame aktivno upravljalsko vlogo v Mercatorju. Danes naj bi bilo znano, ali bosta vlada in državni zbor še letos sprejela interventni zakon. Zoran Janković je že v ponedeljek na predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Boruta Pahorja, naslovil pismo, v katerem poudarja, da je treba v parlamentarno proceduro ponovno vložiti interventni zakon, tako da bi ta lahko začel veljati 1. januarja 2012. Da bi se to zgodilo, bi moral državni zbor zakon obravnavati po nujnem postopku. To pa je mogoče le, če ga predlaga vlada. Janković je pisal tudi Konfederaciji sindikatov javnega sektorja. V obeh pa poudaril, da je zakon nujen za stabilizacijo javnih financ. Brez sprejema tega zakona se po novem letu obeta okoli 300 milijonov evrov več izdatkov, med drugim za plače javnih uslužbencev. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo predlagala predsednika stranke Boruta Pahorja za predsednika državnega zbora. Kandidaturo bodo vložili v sredo. Pahor naj bi popoldne zapustil bolnišnico in se sestal z Zoranom Jankovićem. Če bo Pahor izvoljen za predsednika državnega zbora, na spomladanskem kongresu stranke naj ne bi več kandidiral za predsednika SD. V Mariboru bodo popoldan odprli drsališče na Trgu Svobode. Drsališče, veliko 500 kvadratnih metrov, je energijsko varčno, na njem pa je možno drsati tudi ob višjih temperaturah. Odprto bo vsak dan od 10 do 22 ure. Drsanje bo brezplačno, izposoja drsalk pa bo stala 2 evra. Vaditelji drsanja in animatorji bodo poskrbeli za prijetno vzdušje na ledu, popoldanske animacije za otroke in tečaje drsanja. Za Krvavcem, Voglom in Mariborskim Pohorjem, kjer so naprave pognali v minulih dneh, se danes začenja smučarska sezona tudi na Rogli in Kaninu. Smuka je sicer na vseh smučiščih možna le v omejenem obsegu, zato so upravljavci večinoma znižali tudi cene smučarskih vozovnic. Na Rogli je za vozovnico treba odšteti 15 evrov. V četrtek bo na Rogli stekla tudi nočna smuka, v ponedeljek pa bodo odprli še 1,6 km dolg odsek tekaške proge. Pretežno jasno je še, od zahoda se bo pooblačilo. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 7 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo in po večini suho. V četrtek bo na Primorskem pihala šibka burja. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Kljub sodobnim tehnologijam še vedno pišemo božično-novoletne voščilnice. Osnovna šola Minke Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice je letos dočakala Abrahama. Na gledališkem odru mariborske 2. gimnazije je zaživel nov muzikal Deček iz džungle. Bodite z nami ob 18.